Danes na Institutu informacijskih znanosti v Mariboru prvič potekajo dnevi COBISS, ki se izvajajo s predstavitvami in panelnimi diskusijami. Namenjeni so odpiranju aktualnih tem, izmenjavi idej in predstavitvi zanimivih praks, ki nas povezujejo. Panelisti so na diskusijah obravnavali tematiko razvoja informacijskega sistema v raziskovalni dejavnosti v Sloveniji, SICRIS, predstavili prehod na novo generacijo programske opreme COBISS in opomnili na pomembnost dodane vrednosti COBISS-a v šolskih knjižnicah. Ja, udeležba je bila taka, da je bila dvorana skoraj polna, to pomeni čez 90 ljudi v živo. Na spletu se jih je pa pridružilo okoli 300 po zadnjih podatkih, s čimer smo več kot zadovoljni. Glede na to, da smo to prvič tu naredili, lahko rečem, da smo sigurno presegli pričakovanja. Lahko rečem tudi, da so panelisti zelo dobro opravili svoje delo, same diskusije so bile zelo žive, tudi vprašanje je bilo več, kot smo jih uspeli potem tudi odgovoriti, tako da v vsakem primeru uspeh, jaz mislim, da. Torej, menim, da je glavna točka, da so naši udeleženci videli, da vse te storitve, ki jih lahko knjižnica svojim učencem ali dijakom ponudi, v bistvu niso tako zapletene, niso tako zahtevne in jih z nekoliko začetnega truda z lahkoto omogočijo tudi svojim dijakom, da lahko dijaki, učenci brez težav iščejo gradivo na COBISS Plus, si ga podaljšujejo, rezervirajo. Ne nazadnje lahko celotno svojo knjižnico prikažete z lokatorjem knjig in se mi zdi, da vse te stvari bodo v bodoče marsikomu tudi koristile. Sam panel se mi je zdel zelo v redu, jaz sem zadovoljna z njim, zadovoljna sem s svojimi panelisti, ker mislim, da so odlično predstavili teme, za katere so bili danes izbrani. Zadovoljna sem z občinstvom tako v dvorani, ki so postavljali vprašanja in so pridonesli k diskusiji, pa tudi z občinstvom, ki je spremljalo dogodek prek spleta. Tudi z tiste strani je prišlo kar nekaj vprašanj, tako da na osnovi tega je bil panel dejansko še bolj zanimiv, kot bi bil sicer, če te vprašanj ne bi bilo. Predstavili smo pa tudi teme, ki na širšo javnost izven knjižničarstva vplivajo recimo na bralce, ki si bodo lahko na novi platformi sposojali e-knjige. COBISS Plus se razvija nov, ki bo tudi vplival na bralce, če omenim le nekatere. Najbolj se mi je videlo te nove predstavitve COBISS Liba. Saj je prej bil COBISS 3 že dolgo standard, zdaj pa smo se preselili pač na brskalnike, pa to se mi zdi najbolj super.